Jaz sem zelo vesela, da tudi danes, današnji seminar je pokazal, da slovensko-slovaško sodelovanje nima samo tradicijo in majhen progres, no ima, mislim, zelo veliko perspektivo. In to posebno z vidika regionalne kooperacije, ki ima svoje velike prednosti in tudi z vidika tega, da mi smo dva majhna gospodarstva, ki ne bo veliki investitorji med seboj, no je mnogo tega, kaj nas povezuje in te povezave specialno na ravni srednjih in majhnih podjetij moramo znati izkoristiti. In mislim, že včasih krize je to velika šansa in ta Slovaška bo imela tudi leta 2012 gospodarski rast okrog 1%. Je to tudi šansa za slovenske podjetnike, ni samo za slovaške. Kaj pa pričakujete od aprilske gospodarske delegacije predsednika Türka? Ja, pričakujem to, kaj sme tudi pri prejšnjih delegacijah že zaživeli. In to so bili zelo konkretne povezave, zelo konkretne kontakte in zelo konkretne rezultate. Slovaška je država, ki ima gospodarstvo z dinamičnim razvojem. Letos, oziroma lansko leto je znašala gospodarska rast še vedno 3,36% in za letos kljub vsej krizi napovedujejo še vedno 1 do 1,2% gospodarske rasti, kar je seveda zelo ugodno. No, poleg tega na Slovaškem je plačilna disciplina še dovolj dobra, bančni sistem jim deluje, je kapitalsko nekako ustrezno založen in pa kreditnega krča ni. To se pravi, gospodarstvo se še vedno vrti in to je eden od osnovnih parametrov, da se splača na ta trg podati. As you know, Slovakia is a country with a strong automotive industry. We have companies like Volkswagen, Peugeot, Citroën and Kia Motor Slovakia, who invested in our country, and we are also strong in the electrotechnical industry. We have companies like Samsung and Taiwanese company Foxconn. In the future, we expecting to invest or attract investments from the sectors like biotechnology, and we would like to support life science companies and startups companies, and we would like to focus on the industries like high tech and to industry with high added value. So we would like to create a science and technology park in Slovakia, similar to Silicon Valley in the US, California, or similar to the Shanghai High Tech Park, or to any other parks in India, Dubai or Brazil. Zaenkrat s slovaškim trgom poslujemo 5. leto. Izkušnje so in dobre in slabe. Začeli smo dobro, potem smo bolj zaradi svoje napake izgubili enega velikega kupca, ampak na napakah se je treba učiti in zdaj dejansko Slovaško vidimo kot eden od strateških trgov za izoterm. Zakaj bi se po vašem mnenju slovenska podjetja odločila za sodelovanje s Slovaško? Slovaška je država, ki ima zelo strateško lokacijo. To je prvi razlog zakaj. Je blizu Češke, blizu Mađarske, v 30 minutah pridete do Dunaja, na Dunaj. Mislim, da Slovenija pa Slovaška ima veliko podobnega.
Má tudi veliko različných stvari, ampak má veliko podobnega. Malo podobná je kultúra, podoben jezik. Za Trimo pa je Slovaška zanimiv trg, ne? Za Trimo je Slovaška zanimiv trg. Ni to strateški trg, ampak imamo na Slovaškem zelo lepe reference. Če recimo boste šli po Bratislavi, kar tako naključno vedno najdete kakšen lep objekt, ki je proizveden iz Trimo panelov, iz naših proizvodov.